Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v današnjem Studiu Plus na televiziji AS gostimo Boštjana Rovsa, predsednika Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Govora pa bo seveda o čem drugem kot o 48. mednarodnem folklornem festivalu v Beltincih. Boštjan, dobrodošel. Pozdrav vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem. Torej, vajen kamere bova kar klepetala, se tikala, se smo nekje približno kakšno leto narazen ali pa malo več. Gre za enega najstarejših sploh folklornih festivalov, ne bom rekel samo v deželi ob Muri, ampak tudi bržkone v Sloveniji. 48, če boste letos ga priredili, kontinuirano. Bojda ga niti niste prekinjali v tej zgodovini niti eno leto skorajda. Tako je, mi smo zelo ponosni na to našo tradicijo, bomo rekli 48krat po vrsti. Tudi leta 91, takrat, ko je komaj minila slovenska vojna, da povem, torej v istem času nekje je festival bil, res da malo okrnjen, ampak bil pa je, torej kar nekaj nastopajočih folklornih skupin je bilo na tem festivalu. Razvijal se je od začetkov na drugi lokaciji, morda nekako smo se cel čas držali tega, ali pa so vse naši predniki držali tega centra Beltinec, parka na koncu koncev, in da smo potem prišli na to lokacijo, kjer je zdaj vedno radi pravimo v zavetju mogočnih dreves Beltinskega parka, poteka ta festival. Sem se radi vračajo folklorniki, sem se radi vračajo tudi vsi ostali ljubitelji folklore in predvsem tisti, ki dajo nekaj na tradicijo. Ravno to, ambient, okolje, vzdušje predvsem, dobro počutje, ki je že pregovorno za Prekmurje, gostoljubje in tako naprej, je tisto, kjer pač ponese sloves tega festivala tudi drugod po svetu, nekaj tem bova kasneje. Od vsega začetka pa praktični izvajalec, organizator Kulturno-umetniško društvo Beltinci. Ta projekt, vse po moji oceni, ne poznam ga tako daleč, zahteva veliko število volonterjev in pravzaprav temelji na volonterstvu tale festival. Ja, točno tako. Kulturno-umetniško društvo je kmalu po svojem nastanku organiziralo prvi folklorni festival in potem nadaljevalo cel čas to zgodbo. Volontarizem je bil takrat zelo močen, ostaja še danes, čeprav so časi drugačni. Jaz upam reči, da pri celem projektu sodelujejo v grobem, malo da ne vsi Beltinčarji, v tisti najbolj osnovni fazi pa gotovo 150-200 ljudi, ki je aktivno vključenih v dogajanje takrat, bodisi takrat, ko se v parku dogaja, ko poteka ta festival, ali v ozadju, ali nekje v ozadju, ali nekje ob strani, bomo rekli, morda kaj prej, ko je treba pripraviti zadeve. Skratka, veliko volonterizma je še vedno prisotnega in pravzaprav je to tudi tisti čar, ki pelje celotno zgodbo, tisti čar oziroma vsi ti volonterji dajo potem to pristnost, to ljudskost samemu festivalu, kakor ga poznajo daleč naokrog. Zagotovo pozitivna reč, po drugi strani pa, če bi morda ta festival skomercializirali, kot radi rečemo, ga naredili bolj komercialnega, bi verjetno v navednicah lažje pokrili vse finančne zadeve, ki so vezane na ta festival in niso majhne, ne bova govorila o številkah, gotovo ne Boštjan, pa vendarle ostajate pri tem, v teh mejah, prišli ste do neke meje, veste, čez to mejo v nove mejnike ne gre, ampak ravno to je to, kar postavlja Beltince na zemljevid fantastičnih festivalov. Ja, mi pravzaprav zagovarjamo to načelo zaenkrat volontarizma, bomo rekli, tako tudi bo ostalo v nadaljevanju. Takrat, ko so se stvari začele v Sloveniji spreminjati, ko so se tovrstne prireditve spreminjale, smo mi zagovarjali ali pa ostajali pri takšni obliki prirejanja festivala in na koncu koncev po vseh teh letih si zdaj že upamo reči, da smo ostali eden redkih tovrstnih festivalov, ki se nismo podredili komercializaciji na ta način. Se mi zdi, da je prav tista duša, tisti čar, tista ljudskost, ki veje iz vsega tega, tisto, kar nam daje značaj in kar nas na koncu koncev potem postavi v neko drugo luč. Res pa je, da moramo vedeti vendarle, da se v 4 dneh zbere ogromno ljudi na tem festivalu.
recimo, da vedno rad pravim, da festival radi obiščejo tisti ljudje, ki, recimo srednje generacije, ki pridejo na festival pogledati bodisi v soboto ali nedeljo ali kakšen drugi dan, pripeljejo, ne vem, iz Ljubljane, naši domačini pridejo iz Ljubljane, iz drugih krajev, pripeljejo svoje otroke, poglejte, tako pa je nekoč se živelo ali pa tako so pa nekoč živeli, ko sem še jaz bil majhen in tako naprej. In ti isti ljudje se vsako leto vračajo, vsako leto prihajajo, pripovedujejo tudi drugim, konec koncev je poznan festival daleč naokrog, tudi daleč izven meja naše države. Glas o njem so ponesli naši zdomci. Skratka, zdaj, ko pa je čas, bomo rekli, globalizacije ali pa ko je svet postal majhen, pa tako ali tako izvedo po vsem svetu zanj. No, ko smo že pri svetu, pri globalizaciji, eni prvi ste, ki ste seveda spostavili stik z našimi zamejci, matična država, zamejci, folklora, petje, tudi v tistih še, kot radi rečemo, svinčenih ali pa železnih časih, zlasti iz Porabja, pa kasneje seveda pa ves čas Slovenija zelo bogata, ne samo v svoji lepoti v pokrajini, z številnimi najrazličnejšimi, praktično vsaka pokrajina ima svojo folklorno značilnost. Sprva to, potem pa, da še malce greva v svet, praktično vseh koncev sveta, vseh kontinentov, ste menda že gostili tukaj tudi folklorne skupine, tako da... Ja, spet moram reči, da smo ponosni na tiste, ki so začeli prirejati folklorni festival in potem tudi nadaljevali. Prva vez s našimi porabskimi Slovenci je bil ta festival, to je dejstvo in tudi zato bomo letos na četrtkovem večeru ponovno gostili folklorno skupino iz Gornjega Senika. Takrat je meja bila recimo veliko bolj trda, kot je zdaj, ne? Pa smo uspeli vzpostaviti povezavo, to povezavo nadgraditi, upam reči celo, da je prišlo do nekih prijateljskih vezi, in ki jih bomo seveda tudi letos potem lahko začutili. To je zdaj, bomo rekli, tisto prvo vaše vprašanje ali pa. Kar se tiče slovenske pokrajine, tako kot je Slovenija lepa, raznolika, tako je tudi kultura raznolika, tako je tudi z folklornimi oblačili, z plesi in tako naprej. No, veseli smo, da gostimo v nedeljo prvi del državne revije folklornih skupin Slovenije, Le plesat me pelji, ker se predstavijo te skupine izbrane na posameznih področnih, bomo rekli, tekmovanjih. In takrat je res videti množico folklornikov v Beltinskem parku. Letos bo nastopilo 8 folklornih skupin ob domačih skupinah v povorki, ki bo kakšne pol ure pred samim začetkom te državne revije šla po Beltinskih ulicah, po glavni Beltinski ulici. Bo videti še vse beltinske folklornike, konec koncev letos praznujemo 80 let nastanka folklorne skupine v Beltincih in prav je, da se postavimo vsi na ogled, bomo rekli, od tistih najmlajših vrtičarjev do tistih najstarejših, ki še plešejo, ki še lahko zaplešejo seveda. Kar se pa tiče tujih skupin, pa moram povedati tako, vedno smo se trudili, da pripeljemo kakšno tujo skupino, bodisi od blizu, malo bliže ali pa oddaleč na naš festival. Poskušamo nekako zagotoviti vendarle, da to ni zgolj šov program, ampak da gre za dejansko ohranjanje tradicije. Pri tem si pomagamo z različnimi strokovnjaki, ki nam svetujejo, koga poklicati in konec koncev, da nam bo takšna pot lažja, smo pred leti se zbližali tudi Zagrebško smotro folklore, ki je nekaj let starejša od Beltinskega folklornega festivala in velja na območju celotne bivše Jugoslavije, da tako povem, za eno največjih tovrstnih prireditev. In zdaj smo v povezavi z njimi se dogovarjamo. Oni imajo vendarle nekaj več možnosti dobiti takšne folklorne skupine, tako da smo veseli, da nam uspe. Letos imamo, evo, da tako povem, v petek zvečer gostimo po njihovi zaslugi špansko skupino. Jaz prebrati tega ne vem, je pa španska z Valencije. Nam je uspelo na podlagi prijateljev tukaj, domačinov, navezati stik z
folklorno skupino Proleter iz Sarajeva, tako da ti dve folklorni skupini bosta nastopili na petkovem večeru letošnjega folklornega festivala. Boštjan Rovs, predsednik Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Menda od vsega začetka ne, ali pa vendarle samo folkloro, same dogajanje, kar se tiče folklornih plesov, pa seveda popestrite, pospremite tudi z drugimi rečmi. Tudi letos bo temu tako, v preteklosti razstave, predvsem pokazovanje ljudskih običajev, obrti stare, tudi etno večer imate letos, morda nekaj o tem več, kar bo letos spremljeno, kar se je zgodilo pravzaprav v preteklosti. Ja, če je bil na začetku festival nastavljen zgolj kot folklorna prireditev, ta seveda folklorna ostaja z vsemi tistimi dodatnimi zadevami, tudi razširil se je konec koncev. V soboto popoldne imamo tako prikaz običajev krajevnih skupnosti občine Beltinci, z kulinariko seveda in vsem tistim, kar sodi zraven. To je morda tudi zelo zanimiv, tako kot sem prej omenjal, tiste, ki se vračajo domov, ki pridejo pogledati čez počitnice v Beltince, recimo kako je spet v domačem kraju, predvsem za tiste je izredno zanimiv. Seveda imamo etno večer, že skoraj 30 let na tem festivalu poteka tudi etno večer. Vsake toliko časa ga posvetimo, recimo kot letošnje leto, tamburaški glasbi. Sicer pa smo tudi na tem etno večeru gostili že marsikakšno zveneče ime tudi iz daljnih krajev sveta. Prejle sva govorila o vsem svetu, Mongolci so bili tukaj pri nas in tako naprej. Nekoč, dolgo nazaj so se prirejale tudi kakšne igre. Teh zdaj ne prirejamo tudi zaradi varstvenih razlogov, bomo rekli. To je pač ena od stvari, ki nas vsako leto dodatno baše morda, vsa ta papirologija, ki je pač potrebna, da spelješ takšen festival. Razstave pa imamo pravzaprav vsako leto. Ob otvoritvi, torej v četrtek zvečer, pripravimo vsako leto razstavo, tematsko, običajno, letos seveda posvečeno 80-letnici beltinske folklore, z množico fotografij, tudi filmski posnetek iz daljnega leta, zdaj pa ne vem točno kdaj, ampak enem prvih folklornih festivalov je bil. Tudi tisti posnetek hranimo v našem arhivu in ga bodo obiskovalci seveda si lahko ogledali v Beltinskem gradu, kjer bo, torej v poročni dvorani, kjer bo razstava ob 80-letnici folklore v Beltinci. Nekje sem prebral nek podatek, čez ali pa blizu 200 različnih skupin v teh 47 letih, letos je 48. festival, čez 400 nastopov na odru. Koliko gledalcev je bilo, to pa še verjetno težje ugotoviti. To je težko ugotoviti, mi radi pravimo, da veliko. Govorimo včasih tam do 10.000, bomo rekli, v enem letu, ampak to je zelo relativno. Vsako leto smo pod milim nebom, tudi od tega je pravzaprav odvisno, koliko gledalcev pride. Upam pa reči nekaj, da prav zaradi tega, ker smo pod milim nebom, ker smo v takšnem ambientu, prihajajo ljudje morda raje na to prireditev, seveda pa mora sijati sonček takrat. Zagotovo. Torej, še naprej ohranjajte ne samo tole volonterstvo, ampak tudi vse tisto, kar je tipično za ta festival ali pa specifika, se pravi domačnost, prijaznost, kamor se vračajo. Morda za konec bi vendarle pregledala, festival je od četrtka 19. do nedelje 22. julija tega leta. Seveda tudi bo sledilo povabilo, kaj se bo po posamečnih dnevih za naše gledalke in gledalce, da vedo, kdaj bi morda, ali pa ne bolje, da so kar vse 4 dni pri vas. Zagotovo. No, takole je. V četrtek ob 19. je, kot že rečeno, odprtje razstave ob 80-letnici beltinske folklore. Potem uro kasneje na dvorišču Beltinskega gradu bo prikaz, bomo rekli, vsega tistega, kar je beltinska folklora počela v preteklosti, kar počne danes z vsemi folklornimi skupinami. Predstavili se bodo vrtec
otroški folklorniki. Predstavili se bosta dve otroški folklorni skupini osnovne šole Beltinci, torej mlajša skupina in pa Veseli Marki. Predstavili se bodo člani Kulturno-umetniškega društva Beltinci in pa veterani Kulturno-umetniškega društva. Predstavila se bo folklorna skupina Kulturnega društva Marko, prav tako iz Beltinec. Seveda naši gostje iz Gornjega Senika, torej folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem Gornji Senik. In pa za popestritev bo zaigrala tudi Marko Banda, ki že vrsto let, pravzaprav ki izhaja iz te tradicije folklorne, ki je nastala zaradi folklore in tako naprej. To je četrtkov večer, seveda potem verjamem, da bo veliko veselja na dvorišču Beltinskega gradu, namreč pričakujemo tudi lepo število tistih folklornikov, beltinskih folklornikov, ki tokrat ne bodo nastopili na odru, so pa nastopili kdaj pred 30, 40, tudi 50 in 60 leti. To v petek potem na glavnem odru, nastop, kot že rečeno, obeh folklornih skupin iz tujine, torej folklorna skupina Rekut Proleter Sarajevo iz Bosne in Hercegovine ter španska skupina iz Valencije, ne bom si lomil jezika, gotovo pa gre za dobro folklorno skupino. V soboto popoldne ob 16. uro še povejmo, ob 20. se vsak večer te glavne stvari dogajajo. V soboto že ob 16. se začne prikaz ljudskih običajev in kulinarike posameznih krajevnih skupnosti občine Beltinci, na glavnem odru ob 20. pa potem etno večer, na katerem bodo nastopile 3 tamburaške skupine, domači tamburaši, ki so še starejši od folklorne skupine, bomo rekli, imajo še starejšo tradicijo, torej tamburaška skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci, pa potem tamburaška skupina folklorne skupine Dragatuš in gosti iz sosednje Hrvaške, tamburaška skupina Kut Čiče Nove Čiče, torej iz Hrvaške. Za popestritev spet bomo rekli, vmes med temi 3 skupinami pa bosta nastopila Müva. Za tiste, ki morda ne vedo, kdo sta to, ne vem, naj ostane presenečenje. Kakor želiš. Znana, bom kar povedal, Dorina Gujt in Andi Sobočan, cimbale in vokal, ki bosta torej na prijeten način popestrila sobotni večer. Nedelja, ob 15:30 svečana povorka nastopajočih folklornih skupin na torej prvem delu srečanja slovenskih folklornih skupin Leplesat me pelji izpred osnovne šole preko centra Beltinec, da tako povem, do samega prizorišča. Nastopile bodo folklorne skupine, naj jih naštejem. Akademska folklorna skupina kot Študent Maribor, obe skupini bosta nastopili prva in druga, potem folklorna skupina Tine Rožanc, veterani, folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana v Slovenskih Goricah, pa folklorna skupina Leščeček Kulturnega društva Slavko Ostrc Veržej, folklorna skupina Kulturnega društva Karla Štreklja iz Komna, vodilna skupina folklornega društva Kres iz Novega mesta, pa seveda domača folklorna skupina Kulturnega društva Marko. To je tisti uradni del, bomo rekli, revijalni del ali pa uvodni del bo izpeljala folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci, revijalni del na koncu pa potem še folklorna skupina Kut Sveti Jurej Draganič. To je skupina, ki je nekako izmenjava med Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Sloveniji in na Hrvaškem in prihaja torej iz Hrvaške in pa seveda še krajši nastop folklorne skupine Rekut Proleter iz Sarajeva. To je tisto, kar se bo zgodilo še v nedeljo. V petek in soboto bomo poskrbeli potem, ko bo ta folklorni del končan, poskrbeli tudi za zabavo, z veselico bomo rekli, tako domačo. V nedeljo, ko bo vse skupaj končano, proti večeru, pa si bomo verjetno vsi skupaj oddahnili, če bo le sonce zasijalo tako, kot je treba. Verjamemo, Boštjan, da bo temu tako. Ne nazadnje pa tudi omenila sva nekaj, tako kot je vse tisto pravo, kot je, bomo rekla, originalno, bo tudi hrana verjetno v tem stilu, prekmurska domača kulinarika, kakšen pojeni kruh, pa kaj podobnega. Tako da tudi tu tisti, ki jih morda vizualno ne zanima, folklorna, bolj, kaj jaz vem, kulinarika, bodo prišli na svoj račun. Brez skrbi, sploh v soboto popoldne bo dišalo po Beltinskem parku, tako da bo vsak prišel na svoj račun. Jaz bi morda dodal še tisti legendarni pozvačinov stavek. Konec koncev je to naša maskota. Pridite si, 400 od kolena vekši, pa od podplata menjši, z glasnimi gutami, friškimi petami in otrdimi mušnjami.
Torej, vabljeni v Beltince na 48. folklorni festival in uživajte, lepo nam bo in verjamem, da nadaljujete tudi vi, spoštovane gledalke in gledalci, ki se boste udeležili tega festivala z bogato tradicijo folklore v Beltincih.